Pred kratkim ste ustanovili Inštitut za romološke študije, izobraževanje in kulturo. Kaj bo ponujal ta inštitut? V prvi vrsti bo ta inštitut ponujal prav to, kar je v samem nazivu inštituta napisano, torej romološke študije, izobraževanje in kulturo. V nekem tem širokem pojmu razumemo to kot dejavnosti, ki izhajajo iz teh področij oziroma teh specifičnih področjih. Kar se tiče same romologije, recimo romologija ima širok spektar, kar pomeni tudi jezik, torej romski jezik, zgodovina, kultura, etnologija, književnost, sociologija, torej vse to, kar spada. Ljudje velikokrat razumejo, kadar govorimo o romski kulturi, da je to ples in glasba, ampak tukaj so tudi druge dejavnosti, recimo tukaj imamo želje vzpostaviti muzejsko dejavnost, ki je lahko zelo močna, pa potem recimo raziskovalna dela, kar pomeni raziskovanje na področju jezika, raziskovanje na področju zgodovine, potem raziskovanje na področju izobraževanja, torej različne raziskave, ki so lahko zelo pomembne za romsko skupnost. Kje se je porodila tovrstna ideja? Je to v tujini že stalna praksa? No, moram reči, da inštituti obstajajo tudi v tujini. Te inštitucije sicer upravljajo različne dejavnosti, morda so usmerjeni v neko specifično smer, torej to pomeni, če inštitut potem lahko upravlja eno dejavnost ali pa mogoče dve dejavnosti. Tukaj takšne inštitucije ponavadi, kolikor vem iz izkušenj, v tujini se usmerjajo potem samo na eno področje, torej tisto področje, ki je, bom rekel, najbolj podprto, tako mednarodno kot tudi na lokalnem nivoju oziroma nacionalnem. In prav pri nas smo se usmerili največ na romološke študije, kar pomeni, da bo inštitut ustanovil tudi visokošolski zavod ali pa nekaj podobnega, da se bo lahko tudi ta študij potem z akreditirano vsebino, z akreditiranimi programi potem tudi lahko uveljavilo. Kako daleč ste s temi pripravami, kdaj lahko pričakujemo prve študente? To je seveda najtežje vprašanje. Glejte, vsaka zadeva ima neke določene faze, torej najprej je to, da moramo vse to dokumentacijo posredovati na ustrezen inštitut oziroma ustrezno ustanovo, ki lahko to akreditira, v slovenskem primeru je to NAKVIS. Seveda, potem se lahko zgodi, da je to tudi zavrnjeno, dopolnjeno, da je lahko potrebna še neka določene zadeve še urediti. Pričakujemo, če bo le to uspelo, da v roku enega leta po, moram reči, enem letu po ureditvi vseh teh dokumentacij, pridobitve ustreznih akreditacij, mislim, da bi lahko potem to šlo.